Tako, tukaj je rešenih nekaj nalog za test iz polinomov in racionalne funkcije. Pa začnimo kar pri prvi nalogi. Zapiši polinom, ki ima začetno vrednost 8. Kaj pomeni to, da je začetna vrednost 8? Začetna vrednost pomeni, da je vrednost polinoma pri nič. Torej, p od nič je 8. Začetna vrednost polinoma je vedno tam, kjer polinom seka os y. Torej, p od nič je 8. Pri 2 ničlo druge stopnje. To pomeni, pri 2 je ničla druge stopnje. To je isto, kot da bi pisali, da je to prva in druga ničla. Se pravi, to sta dve ničli. Dvakrat se 2 pojavi. Torej bo v polinomu nastopal x minus 2. Takrat bo tole nič. Se pravi, če stavim 2, 2 minus 2 je nič, x minus 2 na kvadrat, ker je druga stopnja. In pri minus 1 ničlo tretje stopnje. Se pravi, druga ničla je minus 1 in sicer tretje stopnje. Zopet, kdaj bo? Kaj moramo napisati, da bo za minus 1 nič? Aha, to bo pa x plus 1. Če to vstavimo noter, minus 1, pride ven nič. In ker je tretje stopnje, je to na 3. In naš polinom pa poleg ničel vključuje še nek vodilni koeficient a. A krat to. Zdaj, mi ta a ne poznamo, ampak ker pa vemo, da je vrednost pri nič enako 8, lahko to poračunamo. Se pravi, a krat nič minus 2, se pravi, za x vstavimo nič, krat nič plus 1, pa na 3, in p od nič vemo, da je 8, to je tukaj zapisano, in to je a krat minus 2 na kvadrat je 4, krat 1 na 3, in iz tega dobimo, delimo tole za 4, da je a enako 2. Torej je naš polinom potem p od x je 2 krat x minus 2 na kvadrat krat x plus 1 na 3. Ni treba tega zmnožiti, vemo pa že, da je to polinom 2 plus 3, prav katere stopnje? 5. stopnje. Tako, gremo k naslednji. Določi m tako, da bo imela funkcija, da bo imel polinom, p od x je 4x na 4 minus 2x na 3 plus m, ničlo v točki minus 1. Zdaj, to nalogo lahko rešujemo na dva načina. En je ta, da vstavimo namesto x minus 1 in napišemo, da je p od minus 1 enako nič. Ker to piše, da bo imel ničlo pri minus 1. Za naš polinom to pomeni, da je p od minus 1 je isto kot 4 krat minus 1 na 4, minus 2 krat minus 1 na 3, plus m, in to vse skupaj mora biti nič. Zdaj enostavno rešimo to enačbo. Minus 1 na 4 je 1, minus 1 na 3 je minus 1, se pravi, imamo potem 4 krat 1, to je 4, minus 2 krat minus 1 je plus 2 in plus m je nič. To pomeni, da je m, 4 plus 2 je 6 in damo to na drugo stran in je to minus 6. To je prvi način reševanja. Lahko pa rešujemo to tudi s pomočjo Hornerjevega algoritma. Se pravi, izpišemo koeficiente. 4 pri x na 3 je minus 2, x kvadrata ni, zato je nič, x ni je nič, samostojen člen je m. Iščemo pa vrednost pri minus 1. In zdaj gremo, 4 prepišemo, minus 1 krat 4 je minus 4, to dvoje seštejemo, je minus 6. Minus 1 krat minus 6 je 6, nič plus 6 je 6. Minus 1 krat 6 je minus 6, nič plus minus 6 je minus 6, in minus 1 krat minus 6 je 6, in tukaj zdaj seštejemo ta dva, torej to je m plus 6. Ker pa piše, da je minus 1 ničla, to pomeni, da mora biti m plus 6 enako nič. Eto, m plus 6 je nič in to pomeni, da je m minus 6. Isto kot prej. Vseeno na kateri način, kateri nam je bližje.
No, pa še ena naloga s Hornerjevim algoritmom, da je -2 ničla tega polinoma. Tukaj pa zahteva s Hornerjem, zato naredimo tako, zopet izpišemo koeficiente, 1, 6, 3, -10, iščemo vrednost pri -2 in gremo. Enko prepišem, -2 krat 1 je -2, 6 plus -2 je 4. -2 krat 4 je -8, 3 plus -8 je -5. -2 krat -5 je 10 in res je vsota nič. Vsota teh dveh. To pomeni, zagotovo je ničla. To smo dokazali. Ker je ostanek nič, je ničla. Ampak on sprašuje, kolikšna je stopnja. Zdaj prve je sigurno, mogoče pa se ta ničla pojavi celo dvakrat. Še to napišemo. Zdaj, če bi še ta ničla bila druge stopnje, lahko v ta konec, ki ga imamo, torej ta 1, 4, -5, to je ostanek, stavimo še enkrat -2. In pogledamo, kaj dobimo. -2, to je 2, je -4, a zdaj je pa -9, to ni nič. In ker to ni ostanek, ni druge stopnje, se pravi, da je ničla samo prve stopnje. Če bi bila druga, bi bilo tudi tukaj tole zdaj nič, kar pa v našem primeru ni. Potem imamo za narisati polinom, graf polinoma. Najprej izračunaj po 1, nato poišči ničle in določi predznake funkcije. Se pravi, ta polinom 4x na 4 plus 8x na 3 minus 32x kvadrat. Če piše, da moramo poiskati ničle, to v bistvu pomeni, da moramo ta polinom razstaviti in poiskati, kdaj bo njegova vrednost nič. Zdaj, tukaj lahko izpostavimo štirko. 8 je 4 krat 2, 32 je 4 krat 8, pa še x na kvadrat. Lahko izpostavimo in ostane x kvadrat plus 2x pa minus 8. To je pa isto kot, to prepišem, x plus 4 krat x minus 2 po Vijetovi formuli. Če slučajno se tega ne spomnim, kako po Vijetovi razstavljati, si lahko pomagam tudi diskriminanto. Diskriminanta je b kvadrat minus 4ac. Zdaj, ta številka 1 je a, ta dvojka je b in tole je c. In v tem primeru bi bilo to potem 2 na kvadrat minus 4 krat 1 krat minus 8. Zdaj, ker je krat minus 8 je potem plus 8 in je to 4 plus 32 je 36. Potem pa določimo rešitve x1, 2, zopet formula, minus b plus minus koren iz d polomljeno z 2a. Minus b je torej minus 2, plus minus koren iz 36 polomljeno z 2. In iz tega ven dobimo prvo rešitev. Minus 2 plus 6, 6 je koren iz 36, je 4, polovice je 2, eto vidimo isto ničla kot tukaj. In druga rešitev pa je minus 2 minus 6 je minus 8, deljeno z 2 je minus 4. To je pa ta. Seveda, ne smemo pa pozabiti še na ta konec, ki je v spredi, kjer je pa tudi sta dve ničli. Se pravi, mi imamo zdaj iz tega ven, kar smo tukaj dobili, če nastavimo na pamet, bomo hitrejši, dobimo, da je prva ničla nič, ampak druge stopnje. To pomeni, da je soda ničla, ne bo spremenila predznakov. Druga ničla je minus 4, prve stopnje, lihe stopnje, in tretja ničla je 2, tudi prve stopnje. No, tukaj je že pisali, da izračunamo še p od 1. P od 1 pomeni, da vstavimo v polinom namesto x 1. Torej imamo 4 krat 1 na 4 plus 8 krat 1 na 3 minus 32 krat 1 na kvadrat.
To je 4 plus 8 minus 32 in je to 12 minus 32, kar je minus 20. To pomeni, da je vrednost tam negativna. No, zdaj bomo pa določili predznake. Če imamo ničle, pa vse, ne, naredimo takole. Označimo ničle, se pravi nič druge stopnje, se zraven zapišemo, da je soda, potem minus 4, 1, 2, 3, 4, minus 4, pa pri 2, 1, 2, se pravi, to je tudi liha, pa ta je tudi liha. In vemo še, da je vrednost pri 1 minus 20, to pomeni negativno. Zdaj pa to lepo malo pobarvamo, tako da bomo videli, kje to je, ne. Se pravi, pri 1 je negativna, to je nekje tukaj dol. Kjer je dvojka ničla sode stopnje, se predznak spremeni. Pa tukaj sode stopnje, dvojka je lihe stopnje, se predznak spremeni, gre iz negativne v pozitivno. Vidimo, tukaj je negativna, tukaj je ta predznak pozitiven. Ker je ta ničla sode stopnje, tukaj ostane negativno, se ne spremeni predznak, do naslednje ničle. Tukaj, ker je liha stopnja, se predznak zopet spremeni in rata funkcija zopet pozitivna. Zdaj, če hočemo to narisati, bi šel takole, tukaj dol, potem mora tukaj nekje obrniti, v ničli tukaj se samo dotakne, gre dol, pa nazaj gor. Nekako tako je graf našega funkcije oziroma polinoma, ne, višja stopnja. Tako. Tukaj imamo pa zdaj še eno neenačbo. To je v bistvu enačba, če je to prva stopnja, pa tretja, pa še ena četrte stopnje. Zdaj, take neenačbe je težko reševati, razen s pomočjo risanja. To je v bistvu polinom. In ta polinom, najprej poglejmo, koliko ima ničel. Prva ničla je pri 2, in sicer prva stopnja. Druga ničla je pri 3, pardon, kdaj je to nič? Pri minus 3, to je tretja stopnja. In tretja ničla je pri 4, ponovno prva stopnja. Zdaj izračunajmo še začetno vrednost, ker nič ni ničla, je najboljše kar izračunati vrednost tega polinoma pri nič. Torej imamo potem 2 minus nič krat nič plus 3 na 3 krat nič minus 4. Zdaj, bolj kot velikost je pomemben predznak. Recimo 2 minus nič je pozitivno število, nič plus 3 je 3 na 3 je tudi pozitivno število, nič minus 4 je negativno število. Lahko računamo tudi 27 krat 2 krat minus 4, ampak najbolj pomembno je, da je vrednost pri nič negativna. Zdaj si skiciramo. Torej, označimo ničle. Ničle so pri 2, označili bomo posebej tiste, ki so sode stopnje, ampak tukaj ni nobene sode stopnje. Pri minus 3. In pri 4. In vemo, da je vrednost pri nič pozitivna. Se pravi, pri nič je vrednost gor. To označimo. Gre do ničle, do obeh ničel na vsaki strani, to pobarvamo. Tukaj gre dol, tukaj gre zopet gor in tukaj gre zopet dol. In zdaj on sprašuje, kdaj je pozitiven. Niti ne rabimo risati, samo poglejmo, kje je pozitiven. Tukaj in tukaj. To pomeni, za tele x je pozitiven in za tele x je pozitiven. In potem samo napišemo. X je element, najlažje bo kar z intervalom, od minus 3 do 2, unija, ker pomeni to in to, tukaj je štirka, od 4, zdaj na drugo stran se ne konča, zato napišemo neskončno. In je rešena naša neenačba.
Potem imamo pa še eno racionalno enačbo. To je isto, kot da bi pisali, kdaj je racionalna funkcija manjša od nič. Smo pa narisali racionalno funkcijo, to pomeni, najprej določimo, kje so ničle. Ničle so tam, kjer je števec, to je to, kar je vzgoraj enako nič, ne? In pogledamo, kje so te ničle, se pravi, prva ničla je pri 4, je prve stopnje, in druga ničla je pri -3, takrat je x plus 3 nič, ta je pa druge stopnje, se pravi sode stopnje. Potem pogledamo pol. Poli so pa tam, kjer je spodnji del enak nič, se pravi imenovalec. In zopet pogledamo, kdaj je pol nič, da je vspodaj nič, takrat, ko je x minus 1, to je tretja stopnja, liha stopnja, in pri -5, takrat je pa četrta stopnja, soda stopnja, se pravi, imamo obakrat sode stopnje tudi. No, zdaj fino izračunati začetno vrednost, lahko p od nič, pa vidimo, da je vzgori nič minus 4 je -4, nič plus 3 je 3 na kvadrat, polomljeno z nič plus 1 je 1 na 3 je 1 in nič plus 5 je 5 na 4. Tudi tukaj nam je pomemben sam predznak, se pravi, prvi je negativen, drugi je pozitiven, vspodaj pozitiven krat pozitiven, to je vse skupaj negativno. Lahko izračunamo vrednost, ampak s kalkulatorjem si pomagamo, ampak za nas je pomembno predznak, niti ne druga. Še eno stvar moramo tukaj izračunati pri racionalnih vodoravno asimptoto, ker vemo, da poli so navpična asimptota, jih bomo takole označili. Vodoravna asimptota jo pa vedno dobimo tako, da zgornji del, se pravi x minus 4 krat x plus 3 na kvadrat delimo s spodnjim delom. Zdaj, tisto, kar nam je tukaj pomembno, je najprej, kako je s stopnjami. Zdaj, če bi to hoteli res deliti, moramo najprej pomnožiti. Se pravi, bi mogli cel ta izraz pomnožiti, ampak tisto, kar vemo, je, da je vzgoraj nek polinom tretje stopnje, pa ne vemo, kaj še naprej, in to moramo deliti z spodaj, je pa tretje stopnje, pa četrte, z 7. stopnjo. In zdaj, če x na 3, ker delimo tako, da delimo vodilne koeficiente, če x na 3 delimo del x na 7, vemo, da je nič. To pomeni, da je vodoravna asimptota, ker y je nič. Kadar je zgoraj stopnja manjša kot spodaj, je vedno vodoravna asimptota nič. Eto, zdaj pa narišemo. Takole. Označimo ničle. Ničle so pri 4. Takole. In ta lihe stopnje ne bom nič posebej označevala, pri -3. 2, -3. Ta je sode stopnje, zato si to napišem zraven, da vem, da se bo tukaj obrnilo. Potem pri -1 je pol, tretje stopnje, tukaj ne bom nič zapisala, pol je vedno s črtkami, a ne? In pri -5 četrte stopnje. Takole. Ker je četrte stopnje, si zraven napišem, da je sode stopnje. Potem vem še, da je vodoravna asimptota nič, y je nič, torej je takole, temu se bo približevalo v neskončnosti. Zdaj pa določimo še predznake, se pravi, pri nič je vrednost negativna. Pri nič je vrednost negativna, ampak samo do prve ničle in do prvega pola. Ker je ta lihe stopnje, gre gor. Tukaj pri polu, pardon. Tako tukaj pol je tudi lihe stopnje, gre zopet gor. Ker je pa tale ničla pri -3 sode stopnje, ostane predznak. In ker je tudi pol sode stopnje, ostane predznak. Torej imamo zdaj tako, tukaj pozitivno, pa pozitivno, pa pozitivno, pa negativno, pa pozitivno. Aha, še tukaj označimo številko, to je številka 4. Nas pa zanima, kdaj je vrednost te racionalne funkcije manjša od nič. To je pa samo tukaj vmes, vidimo? Tole. In bi zapisali,
da mora biti x element intervala od -1 do 4. Tako. Zdaj, če za vajo še narišemo to funkcijo, tega ni treba, bi prišla nekako takole. Takole gor, tukaj bi šla takole, pa se dotakne ničle, pa gre nazaj gor, tukaj bi šla pa takole, pa čez ničlo in gor. Ampak tega narisanega ni treba, pomembno je, da imamo narisan ta interval. Eto, tako. 7. naloga. Deli polinom s polinomom. Se pravi, imamo dva polinoma in moramo deliti, ker gremo x na 3 minus 4x kvadrat plus 1, moramo deliti z polinomom x minus 4. In kaj dobimo? X na 3 deljeno z x je x kvadrat. Pomnožimo nazaj, je to x na 3 minus 4x kvadrat. To odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost. Se ta dva izničita, ta dva se tudi izničita, ostane 1. Zdaj 1 deljeno z x pa ne gre več, ker je že to ker je to manjše stopnje kot to. Zdaj piše, da moramo, to je torej ostanek. Zapiši v obliki osnovnega izreka o deljenju. Zdaj tukaj si lahko pomagamo tako, da si napišemo en račun, ki ga znamo rešiti. Recimo 12 deljeno s 5, ne, boljše bo, 12 deljeno z 7 recimo. 12 deljeno s 7 vemo, da je 1, ostanek bi bil pa 5. Zdaj, 12 bi po osnovnem izreku o deljenju napisali, da je to 7 krat 1 plus 5. Zdaj namesto 12 napišemo x na 3 minus 4x kvadrat plus 1. Namesto 7 je x minus 4, damo lepo v oklepaj, krat enka x kvadrat, ostanek je pa pri nas 1. Eto, to je pa zapisano po osnovnem izreku o deljenju.